Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Če samo nekaj malega berete Božjo besedo, veste, če ste malo pobožni, preberete nekaj psalmov, berete tu in tam kakšno poglavje ali ne vem kaj, tudi če poskušate prebrati celo svetopismo v enem letu, če samo hitro berete in se iz tega nič ne naučite, vam res povem, če samo razglabljate o posebnosti posameznih besed, potem nikoli ne prejmete moči, ki jo je Bog pripravil za nas. Tukaj sem zato, da vam povem, da vas bo Božja beseda osvobodila in bo raztrgala vezi v vašem življenju. Ozdravila bo vašo ranjeno dušo. Tu boste našli ljubezen, ki jo išče vsaka duša. Čutili se boste sprejete, kar si tudi želite, moč, da boste živeli čudovito življenje in da boste delali stvari, ki si jih verjetno niti v vaši bujni domišljiji niste nikoli predstavljali, da jih boste kdaj odpravljali. Vse to boste delali z Božjo močjo. Ampak samo, če si boste vzeli nekaj časa. Božja ljubezen je tista, ki ozdravi naše ranjene duše. To nam daje zaupanje, pogum in se hkrati lahko zavedamo, da smo ljubljeni na popoln način od vsemogočnega Boga. Prijateljstvo. Tesno prijateljstvo z Bogom. Janezov evangelij 16. poglavje govori o Svetem Duhu, ki nas bo pripeljal do tesnega prijateljstva z Očetom. To tesno prijateljstvo, ki ga imamo z Očetom in Sinom, je nekaj, po čemer bi se kot verniki v Kristusa morali razlikovati od drugih. Poznamo Boga in On pozna nas. Na intimen, oseben način smo povezani in vpleteni z Bogom vsega stvarstva. On skrbi za vsako podrobnost našega življenja. On živi v naši notranjosti in tukaj si napravi svoj dom. Koliko bolj se lahko vi temu približate? To je čudovito. Ne želite izgubiti časa za Boga. Ne živite več na čustveni ravni in začnite živeti po namenu. Bodite osebnost z namenom. Pojdite z Bogom, molite in se naredite načrt. Glejte na vse, kar delate. Če vam to ne prinaša nobenih sadov, se morate temu odpovedati. Mogoče bo nekatere ljudi to razjezilo, vendar jim razložite. Ni to pravi čas za Boga, to potrebujem. Ne bi bil duhovno zdrava osebnost. Postal bom boljši prijatelj, boljša osebnost. Če bom ponovno postavil lestvico vrednot in si postavil Boga na prvo mesto. Nočem, da bi se zaradi tega jezil, vendar jaz sem se odločil in bom to tudi storil. Živite z določenim namenom. Amen. Ne bo vsak prišel na vrh gore. Vendar pa si želim, da bi se vi tja napotili. Zadnjič sem rekla, da sta resnicoljubnost in čas z Bogom tisti dve vrlini, ki jih plačujemo za domačnost z Bogom. Čas in resnicoljubnost. Da smo resnicoljubni z Bogom in se ne umikamo. Hočem vas spodbuditi v tem, da bi znali piti iz njegove ljubezni. Napotimo se k pismu Rimljanom 8. poglavje. Joyce, kako mi naj pomaga to, da samo mislim na to, kako zelo me Bog ljubi in kako mi to pomaga, da zmagam v boju, Joyce? Zato, ker se vas bo hudič bal. On ima rad negotovost, pomanjkanje zaupanja, strahove in boječnost. Naravnost obožuje to, hrani se s temi smetmi. Vendar, ko poznate Božjo ljubezen, vas to naredi drzne v viri. Pismo Rimljanom 8:35. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? Če imate osebne težave v svojem življenju, ko se vam zgodijo tragične stvari, ki se vam zdijo popolnoma nefer, potem nikoli ne recite: Bog, ali me nimaš rad. Naše težave niso znamenje pomanjkanja Božje ljubezni.
Rekli mi boste, kaj pa potem? Ta stvar je vredna novega predavanja, do tam danes še ne bomo prišli. Ko sem pred 22 leti nepričakovano izvedela, da imam raka na dojki, in medtem, ko sem čakala na operacijo ter izvidela lokacije tumorja v svojem telesu, mi je Bog položil na srce, naj ohranim svojem umu in naj izgovarjam, da me on ljubi. Bog, vem, da me ljubiš, zaupam ti, vem, da delaš nekaj dobrega. Bog je dober. Bog, vem, da me ljubiš, ti me ljubiš. Ne dopustite, da vas trpljenje odvrne od Božje ljubezni. Ne dopustite, da vas težave odvrne od Božje ljubezni. Zavedanje, da vas Bog ljubi, je najpomembnejša stvar v vašem življenju. Bog vas ljubi popolno. Janezov evangelij 15. poglavje. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? Prav kakor je pisano, zaradi tebe nas ves dan pobijajo, imajo nas za klavne ovce. Všeč mi je ta citat, ker v bistvu pravi, da mi na zunaj ne izgledamo kot zmagovalni kristjani, ki smo v osebnem odnosu z Bogom. Ko vas drugi vidijo z vsemi problemi, se jim zdite kot ovce, ki jih peljejo v zakol. Naslednja vrstica pravi to, da v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, po Kristusu, ki nas je vzljubil. Pomanjkanje težav vas še ne napravi za zmagovalce, ampak lahko zmagujete, če se zavedate, da vas Bog ljubi ne glede, kar se zgodi. Vedno boste ljubljeni na popoln način od vsemogočnega Boga. Tudi tedaj, ko vas vlada največja zmešnjava, vas bo Bog še vedno ljubil. Mogoče bi vas včasih najraje malo našeškal, ampak nikoli vas ne bo prenehal ljubiti. Nikoli ne neha ljubiti svojih otrok. To imejte pred očmi. Janezov evangelij 13:23. Sledeče besedilo nam govori. Janez je napisal Janezov evangelij. In govori o sebi. Eden izmed njegovih učencev, ki ga je Jezus ljubil. Veste, da je to Janez sam napisal. On govori o sebi. Tisti, ki ga je Jezus ljubil, ki ga je spoštoval in se ga je veselil, je slonil na Jezusovih prsih. Naslonjen je bil na Kristusove prsi. O, vem, kaj se je godilo Petru. Prosim, daj, no, nehaj že. Zakaj ne začneš nekaj delati? Veliko še imamo za postoriti. Janezov evangelij, eden izmed njegovih učencev, ki ga je Jezus ljubil. Janez 19:26. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, mislim, da se je on obnašal tako, kot da je on edini, ki ga je Jezus ljubil. Tisti apostol, ki ga je Jezus ljubil. Veste kaj? Vem, da Bog ljubi vsakega posameznika. Verjamem tudi, da sem v njegovih očeh izbrana, da se on veseli v meni. On pravi to vsakemu izmed vas, ki je dovolj drzen, da to veruje. Vi ste punčica njegovega očesa. To pomeni, da ko greste nakupovati, je prav on tisti, ki vas je izbral. Vi ste izbrani. Vi ste tisti popolni. Rada imam svetopisemsko besedilo, ki pravi, da nas varuje kot zenico svojega očesa. Kaj storite, če se nepričakovano približa nekaj vašim očem? To je refleks. Zapremo oči, da jih zavarujemo, da zavarujemo zenico. Bog nas na tak način ščiti. Nisem tega dovolj dobro izpeljala, vendar ste ugotovili, kaj hočem povedati. Janezov evangelij 20, druga vrstica. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in drugemu učencu, ki ga je Jezus ljubil. Veste, da sem precej drzna, vendar si ne bi upala napisati knjige, kot je ta. Kar predstavljate si mojo knjigo, ki se začne: Jaz sem učenka, ki jo je Jezus ljubil. Potem, ko 4-krat ali 5-krat preberete ta stavek v moji knjigi, bi jo odvrgli in si mislili: O, kdo pa si misliš, da si? Vendar na nek način je Janez imel
tisti čudovit otroški, domač, intimni, oseben odnos s Kristusom in se tega niti ni najmanj sramoval. Dajte no, ni se vam treba sramovati, če ste domači s Kristusom. Bolj vas bo napravil človeške kot karkoli drugega, bolj kot si sploh lahko predstavljate. Ali hočete biti človeški? Potem imejte zares intimen, tesen, oseben odnos z Bogom. Še eno besedilo, Janez 21:20. Peter se je obrnil in videl, da gre za njima učenec, ki ga je Jezus ljubil. To je pravzaprav zelo zanimiva zgodba, če jo preberete do konca. Pa preberimo. Peter se je obrnil in videl, da gre za njima učenec, ki ga je Jezus ljubil in se je pri večeri naslonil na njegove prsti in mu rekel: Gospod, kdo je tisti, ki te bo izdal? Naslednjo vrstico. Ko ga je Peter zagledal, je rekel Jezusu: Gospod, kaj pa tale? Kajti v prejšnjih vrsticah je Gospod napovedal Petru, kakšne smrti bo umrl, da ga bodo preganjali in da bo imel zelo težke čase. Prva stvar, ki jo je Peter izrekel, je bila: kaj se bo zgodilo s tistim učencem, ki ga ti ljubiš? Veste kaj? Dobra novica je ta, da so bili prav takšni ljudje, kot smo mi. Vsi ti apostoli so bili le ljudje, kot smo mi. Ne brezgrajni, niso bili popolni, ampak samo ljudje. Poglejmo v pismo Efežanom 3. poglavje. Naj vam da po bogastvu svoje slave, da se močno utrdite v notranjem človeku po njegovem svetem duhu, ki prebiva v globinah vaše osebnosti. Wow. Sveti duh prebiva v čutih vaše osebnosti. Naj Kristus po vaši veri se ustali, se usidra in za stalno prebiva v vaših srcih, da bi bili tako ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, da bi mogli s vsemi svetimi, Bogu posvečenimi ljudmi, osebami doumeti in izkušati to ljubezen. Bog hoče, da najprej verujete to in da boste na to začeli izkušati. Če boste posvečali svojo pozornost na majhne stvari, ki jih Bog dela v vašem življenju, se boste čutili bolj ljubljene. Veliko je teh majhnih stvari. Le ozreti se morate in boste videli vse te majhne stvari. Moramo se jih zavedati in z Bogom moramo narediti velik načrt. Da spoznamo, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina te ljubezni, da bi vi zares spoznali, preizkušali Kristusovo ljubezen na samih sebi, kar presega vse spoznanje. Sedaj se pripravite, da bi bili napolnjeni z Božjo popolnostjo in da bi imeli najbogatejši delež Božje prisotnosti. Še bolj mi je všeč naslednje besedilo, tako da postanemo telo napolnjeno in preplavljeno z Božjo prisotnostjo. Ali nas ta oseben, domač, intimen odnos z Bogom pripelje do tega, da smo samo razpeta koža nad Jezusom? Da postanemo njegovo telo, popolnoma napolnjeni in preplavljeni z Bogom, da po naših rokah, nogah, besedah postanemo voljna posoda za gospodarjevo uporabo. Bog nas uporabi, da dosežemo izgubljeni umrljivi svet. Janez 6:35. To je čudovito poglavje v Janezovem evangeliju. Mislim, da je to poglavje na prehodu, ko se odločimo za prehod iz otroštva do odraslosti. Mislim, da je to poglavje od tistega daj mi, ko si bil dojenček ali izgubljeni sin, do tistega stori z mano, kar hočeš, da sem. To je prehod od tistega, ko iščemo njegovo roko, do tega, ko iščemo njegov obraz. Nihče vas ne more prisiliti v to, vendar vam bom nekaj pokazala. To je bilo zame tako neverjetno, čudovito. Jezus je rekel: jaz sem kruh življenja. Kdo pride k meni, ne bo nikoli lačen. In kdo veruje vame, zaupa vame, se zanese name, ne bo nikoli več žejen. To sicer ne pomeni, da ne boste več fizično lačni ali žejeni. To pomeni, da boste tako zadovoljni in da boste tako srečni, da bo to popolnoma onemogočilo hudiča.
Veste, da Sveto pismo pravi, da če postanete popolnoma potrpežljivi, ste popolni, ničesar ne potrebujete. Na kaj se bo hudič oprijel pri nekom, ki bo vsak dan rekel, Bogu sem popolnoma zadovoljen? O ja, saj so stvari, ki si jih želim, vendar veste, kaj sem ugotovila, lahko shajam brez njih, če to moram, vendar pa ne morem brez Boga. Če sem z Bogom, bo vse v redu. 48. vrstica. Jaz sem kruh življenja. To je živi kruh, ki daje življenje. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. Kaj to pomeni? Bili so priče čudežem. Rdeče morje se je razdelilo. Voda je pritekla iz skale. Mana je padala z neba na tla. Bog se je prikazal kot ognjen steber po noči in kot oblak po dnevi. Vi pa govorite o čudežih. Mislimo si, Bog, če bi lahko videl čudež, če bi lahko videl, da napraviš nekaj posebno nenavadnega, potem bi bilo tako enostavno zame, da verujem. Ne bi bilo. Bili so najbolj nepokorni, neverni ljudje, ampak so videli vse, kar bi si človek sploh želel videti od Boga. To ni to, kar moramo videti. Mi moramo videti Jezusa. Da ga gledamo z očmi vire. Rekel je, vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. Jaz sem živi kruh. Jaz sem tisto, kar vi zares potrebujete. Ne pa to, kar lahko storim za vas. Za vas želim napraviti stvari, vendar ne iščite tistega, kar lahko storim za vas, iščite mene in naj storim za vas tisto, kar jaz vem, da je za vas najboljše. Dajte no. 51. vrstica. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Ljudje so se tedaj med seboj prepirali in govorili, kako nam morata dati svoje meso jesti. Tako je to. 54. vrstica. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil od mrtvih poslednji dan. Ali veste, da so prve kristjane obdolžili kanibalizma zaradi teh zapisov? Oni tega niso razumeli. Če ne gledate na to z duhovnimi očmi, se zdi to zelo smešno. Vendar nam je Jezus dal svoje telo in ga je imenoval živi kruh. On nam je dal svojo kri in jo je imenoval živa pijača. Rekel je tudi, to delajte v moj spomin. Vendar, ko prejemamo Gospodovo večerjo, to ni le obred. Ni nekaj, kar bi bilo brez pomena. Mi se spominjamo njegove smrti, dokler ne pride. Prosimo ga za odpuščanje grehov. Prosimo ga, da pozdravi naše telo. Preiskujemo se, če kaj skrito, kar bi moralo biti na odprtem, potem prinesemo to na odprto. Vendar je še več kot to. V nekaj trenutkih bomo prišli do tja. 57. vrstica. Kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki se hrani po meni, ki mene uživa. Vidite, on ne pravi, da boste nahranjeni od tega, kar delam za vas, ampak boste nahranjeni po meni. Hočem se prepričati, da veste, o čem govorim. Ni zaradi tega, ker Bog ne bi hotel storiti stvari za vas. On pozna vse vaše potrebe, ki jih imate in vas ljubi. Če tako rečemo, mi samo pljuvamo v lastno skledo, ker ne iščemo njega, ampak iščemo le stvari. Dar bo prišel, če bomo iskali tistega, ki daje. Ampak če samo iščemo, veste, kaj vam želim povedati? Mi iščemo darove od Boga. D-A-R-O-V-E. Moramo pa iskati njegovo navzočnost, Božjo navzočnost. 58. vrstica. To je kruh, ki je prišel iz nebes. Ne ta, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli, kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. Veliko njegovih učencev, ki so to slišali, je reklo, trda je ta beseda in težko jo prenašati, kdo jo more poslušati, kdo naj bi poslušal takšne stvari. Če vas sedaj jaz vprašam, ali bi ljubili Boga z vsem srcem in bi mu vsak dan služili in bi mu darovali svoje celo življenje, če vam nikoli ne bi dal tega, kar želite? Prav? On ima odgovor, tudi to bi lahko storili in je omenjeno v tem poglavju. Pokazala vam bom čez nekaj trenutkov. Kaj drugega še morate delati?
Ne vem. Tukaj sta dve ali tri osebe, ki sta temu pritrjevali, potem pa se na drugi strani vse izgubilo. Rekli so, to je pretežko, kdo more prisluhniti tej besedi. Po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo, šli so k svojim prejšnjim opravilom in niso več hodili za njim. Kako žalostno. Ali me boste sprejeli kot živi kruh? Kot pijača življenja? Ali mi boste zaupali, da za vas hočem narediti najboljše? Ali boste iskali moj obraz in ne samo mojih rok? Ali me boste ljubili takšnega, kot sem? Nekateri so odgovorili ne. To je pretežko. To pa je preveč zame. Mislil sem, da me boš osrečil. Mislil sem, da mi boš dal vse, kar jaz hočem. Mislil sem, da se bo vse v mojem življenju spremenilo v dobro. Rada imam to, kar pravi sveti Pavel. Naučil sem se biti zadovoljen v vsakem položaju. Znam biti reven in znam biti v obilju. Zaupam v Boga. Na vse mogoče. Ali lahko zaslutite globino tega, kar sem vam danes poskušala povedati? Mislim, to čutim v srcu. Nato pa se je Jezus obrnil k svojim učencem in rekel, ali hočete tudi vi oditi? Peter mu je odgovoril, komu naj gremo? Ti imaš besede večnega življenja. Torej domnevam, da so bili nekaj takšnega. Dobro, kamorkoli greš, bomo tudi mi šli. Nič druga ne deluje prav. Ničesar ni, kamor bi se lahko vrnil. Kamorkoli me boš vodil, ti bom sledila. Upam, da mi bo všeč, vendar tudi, če me ne bo, tvoja učenka sem in ti si moj Jezus. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.